Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni na literarnem večeru, kjer bomo spoznali pisatelja, kriminalk predvsem, tudi mladinskih del Borisa Karlovška, znanega tudi po svojem bratu, tudi pisatelju Igorju Karlovšku. Pozdrav pa tudi vsem tistim, ki nas spremljate prek elektronskih naprav. Midva se zdaj že kar nekaj mesecev poznava. Ne vem, po prvem tistem spoznavni kavici sva se začela tikati, seveda si ti predlagal, jaz sem bil za, tako da predlagam, da tako ostane tudi med pogovorom. Se strinjaš, ne? Ja, seveda. Zdaj, mimogrede, se še spomniš tiste najine prve kavice v Malnu na Izlakah, ko si mi začel pripovedovati tudi delno svojo zgodbo. Jaz sem imel kar polno glavo, ne. Se nič ne razumem, ne. Se mi zdi, da sem rekel, ne. Ja, se spomnim. Sam prvo bi vse pozdravil, ko ste prišli. Se mi zdi, kot da je družina moja prišla, ker so samo prijatelji, poznanci, pa družina ta mlade moje dve in vsi prijatelji. Hvala za vaš obisk. Bom probal, da ne bomo dolgocajta, ne? Ja, zdaj, takrat ni bilo dolgočasno, ko sva se prvič srečala, ampak res nisem veliko stvari razumel, ne. Ja. Težka tematika, ne. Najbolj fajn je to, da tudi na sodišču šele pojali, kakor je vse mim ljudje zastopijo, zakaj se je sploh šlo in tako naprej. No, in to je to, kar je pač pomembno za bralce, da jim povem, pa probam razložiti v knjigi, ne. Zato, če hočeš nekaj v 2-3 stavkih, samo učke sukajo vsi, od tožilcev do odvetnikov, ker noben nič ne razume, zakaj se sploh gre, ne. No in Boris, ti si mi takrat seveda podaril tudi nekaj svojih del, tudi take debele knjige, ne, ker se včasih človek že kar ustraši, ampak jaz sem jih potem vzel v roke in mislim, da kar v tednu dni, kar veliko tvojih knjig prebral, so me navdušila vsa dela in potem sem malce že začel razumevati, kaj se ti v življenju dogajalo, ampak greva najprej na tiste tvoje korenine. Kje je odraščal, kakšni družini je odraščal Boris Karlovšek? Ja, vesel sem, da nas je bilo 5 otrok. Jaz sem najmlajši, čeprav se zdaj neko hecen tu sliši, ne. V glavnem 2 brata, 2 sestre. Brat me je prehitel, Igor, za pol ure, tako da sem najmlajši, ne. Bom pa rekel, da vsak od teh bratov in sester mi je nekaj lepega podaril in sem hvaležen, da sem imel tako družino, v kateri je bilo luštno odraščati, ne. Ker so vsi pač skrbeli za mene, po eni strani. Najstarejša sestra Janin, žal letos spokojna, me je naučila knjige brati, prinesla mi iz Maribora iz študija knjigco, ko je pol mama, ko smo seveda, ko dva je futrala s tistem, ko smo včasih rekli kosmiči, ne. Sem odmikal uste, ampak ko je prebrala, da je velik zajec veliko zeljno glavo pojedel, sem zrinil, pa sem pač pojedel. Tako da to je sestra Milica, druga, ta je pa glasbeni genij in klavirski mojster in tako naprej. Imela je zbore in glasba je bila položena v zibelko in tako naprej. Učiteljica, tudi super. Brat, starejši, ta najdva skozi tepo, ne, ker nismo obugala. Pa ko je bila bonanca, je rekel, lej, na televiziji je bonanca, aha, tam, tista muska, pa gremo spat. Nismo smela gledati, ker je bil on tista glavn, da nama je povedal, kaj živi, pa kaj ne. Z Igorjem pa, z bratom smo pa seveda špičila razne stvari, ne. In tekmovala tudi, ne? Ja, skozi. Kaj pa oče in mama? Oče, šofer, jaz bom sam rekel, da je cel življenje vozil.
In zvečer je prišel domov in tiskal, zdaj šele poznam pa razumem, ne, je prinesel sendvič s sabo, ne, da vsakem pol. Ni hotel malce pojesti, ne, in je nama prinesel, ne, tako da. Mama je pa skozi na konjkišči sedela pa štrikala, ne, ker je skozi morala se truditi za to, da je družina imela vse, kar pač treba. Ne. Imela je vrt, strašno je uživala v vrti, pa salato razdajala na vse konce in kraje in tako dalje. V tistih časih je bilo tako, ker vse posod prve, ko ste moje letniki ali pa tako naprej, ne, vsi smo enako živeli, vsi smo se pač trudili za to, da bi otroci nekam naprej prišli, ne, in pač sem vesel starše, da niso najdva, ali pa nas vse te prvo porinili kar v fabriko, ne, ker vsi, ko so bili tam okoli, so v papirnico šli, ne, tako kot v Hrastniku, steklarna in tako naprej, ne, da so pač se potrudili, da smo šli malo naprej, ne, da smo šli v šole, pa da smo neki ratali, no, če se tem reče. In bili tudi pridni v šoli, ne? Čeprav mislim, da te je enkrat brat prehtel, ne? Ja, jaz sem v drugem letniku se nisem mogel naučiti nemščine, ne. Ja, te rekel, sestri moje, rekel, on sam kitaro špila, pa zbog jedne divne crne žene, pa ne bo neč iz tega. Pa je ratal, no, vseeno. Tako da sem gimnazijo delal 5 let, faks sem delal pa 4, ne. Aha, tako da brat pa 4 pa 4. On pa, ja, veš te, ne. Pa. Ampak včasih sta se spopadla tudi v kakšnem teku, ne? Ja, ja, no, mislim... Si ga želel premagati, ampak... Ni šlo. V glavnem, vsi so vedeli, da hiter, takrat so najdva klicali srnce, ne, zdaj mene ne bi mogel več klicati srnca, ne, ampak takrat sem bil suh, pa mehen. Čeprav, Boris, ne, zadnjič sva nabirala Štoroke, ne, ja. Tam na tvojem področju, si bil še ko srnca, si šel tam od Štora do Štora. Ne, ampak no, fora je bila v tem, da je bil brat 1 let pred mano, ne, in so vsi zdaj razmišljali, kako bomo zdaj mi dva tu upravljali s tistim Cooperjevim testom, ne, ker moj brat je mogel en dan pred mano leteti, ne, in pa smo vsi rekli, zdaj ga pa več, da ga prehitil, in se mi je zdel, da ko šus ga bom, ne, in na koncu smo do sekunde enako letela, ne, mislim, ni bilo šans, da bi ga premagal. Pa je bilo to kar nekako normalno, da sta se tudi za isti poklic odločila? Ja, ne, jaz sem zmeri delal tisto, kar je on rekel, ne. A ja? Ja, rekel, tole boš pa je, fertik. Še ko smo bila v 1. razredu gimnazije, ne, sem jaz mislil, da se mi treba nič učiti, ne. Vsi se on uči, ne. Pa dobim... A sta kdaj to kaj izkoriščala? Ne. Ne, to pa ne. Ne. Da bi šel on na sam sebe. na faksu vem, da sem imel zadnji izpit prvoletnik rimsko pravo, pa on s svojo ženo šel z mano gor, ne, in je bil zunaj pa poslušal, kako jaz not govorim, pa prav, bejš ven, grem jaz noter, neč ne znaš. Pa je šlo? Ja, je šlo, ne, ampak v glavnem pri meni mu zmeri z muko, ne. On je pa bolj, ker je dobil eno gorenko, ko je hotela imeti vse pošlihtan, kako je treba, in je imel pol 25... Ali ni to pri vseh? Ja, ne vem. 25 zadnjih ocen je imel pol 10, ne. Aha. Moj brat, ne. Uf. Pa profesori so mene srečali, pa so klobuk dol devali, so vedeli. Tako da si nekaj njegove slave tudi ti požel, ne? Ne, zmeri sem se na njega vadil, ne, in pol vic je bil tem, da je bilo fajn, da iz psihološkega stališča je bilo fajn, da sem padel. Zato, ko sem se mogel postaviti na svoje noge, ne. Čeprav je bilo tako, ne, da ko se je začela šola, sem jaz kar leto kev v razred, ne, pa sem se kev, zraven njega usedel, pa me gleda za angleščino učitelj, ja, ne moreš tukaj biti, ne, tam že vse znam, ne. Pa je rekel, no, tukaj si lahko pri mene, no. Se je dalo? Ja, so me, malo so me spregledali. No, pa še ena podobnost je med vama, ne, zdaj brat že prej, ne, ti pa zdaj v zadnjih letih se oba ukvarjata z pisanjem, ne. Ja. Oba sta tudi plodovita, ne, zdaj ti imaš 9 knjig, on? 25. 25, Ja, ja. Boš še malo, ne? Ne bom pisal, ga došel. Ne. Pa ni možno, da ga došel. Sam rad bi, da bi ljudje brali, želim si, da bi ljudje brali knjige tako kot njegove, pa da bi bile zanimive za bralce, ne. Res se bojim, da bi, mislim, nočem dolgočasnih knjig pisati. Pa glede na temo, kakor jo imam, in to, glede na to, kaj sem delal v življenju,
je toliko stvari, da bo še kar veliko zanimivih kriminalk nastalo, ne. No in jaz sem prebral najprej tvojo Tajni policijski sodelavec, recimo prvi del. Seveda, za marsikoga je to že kar debela knjiga, ne? Ja. To rečejo zdaj, ne? Ja, verjetno, da Tudi res, ja. založnikov. In tudi sam si se nekako odločil, da bodo naslednje, ne vem, tanjše, ne? Naj bi bile, no, vse bojo. Ampak je težko, ne? Ne, zato, ker enkrat not padeš, potem se ti zdi, da moraš veliko stvari napisati, ne. Pri meni je značilno, da ne znam tiste linije potegniti, ne, in jaz grem kar tako, ne. In potem imam eno gospo, ker me mora potem zauzdati pa me ustaviti, ne, ker jaz enostavno preveč napišem. Saj smo se tako navadila, da ona potem sam črta, pa ven meče, da me potem usmeri, da ne grem preveč na vse konce in kraje, ne. Pa najbolj sem vesel, kadar mi napiše, to ti pa ne verjamem, ne. Kaj moram razložiti, ker ona je taka, da v bistvu, ko sem pisal Tajni policijski sodelavec 2, je šla vse preveriti, tudi ne vem, s kjerim se pogovarjala, ampak vse je vedela od zapora in tako naprej. Zdaj, v tem Tajni policijski sodelavec 2, takrat tu pišeš v prvi osebi, seveda z nekaterimi izmišljenimi imeni, si jih sam izbral. Tu, čeprav gre tudi za tvojo zgodbo, tu si se pa še malce skrival, ne? Ja, ni bilo druge možnosti, ne. Tisto sem pisal še takrat, ko sem bil v Mariboru. V zaporu, ne? Ja, in ni bilo zdravo, da bi tam... Ampak, če gremo malce nazaj, ne? Vse skupaj se je začelo s 100 juri, ne? Ja, Z... 200. A 200 je bilo? Ja, Aha. 200. 200, jaz to zdaj poznam 10 evrov, 100 evrov, 1000 evrov, tu pa že znanstvena fantastika potem, ne? Ne, to je bila... Ja. To si ti sposodil, ne? Ja, to je bila tista stvar, ko me je za 20 let zabila na pot, ne. 20 let je, bom rekel, leta 24 bo tudi 20 let, ne. In to je veliko o tem napisano. To je to, ampak nisem kapiral stvari, ne. Glejte, pridem na sodišče, pa mi reče sodnica, ja, zakaj pa niste vašega brata vprašali? Ja, nisem, ne. Ker sem mislil, da ljudje ne lažejo, ne, pa da ne kradejo, pa posebej na take velike cifre, ne. In zakaj si ti takrat sposodil? Jaz sem vedel, da ne bom mogel več delati to, kar delam, ne. Delal si pa? Pravne storitve in sicer ustanavljanje firm in jaz sem točno vedel, da bo enkrat se zgodilo, da bojo se delale firme zastonj, ne. To je bilo še prej, ki je bil še SDK? Ne, to je bilo kasneje, ampak hočem reči, kaj je problem. Jaz kadarkoli sem si kaj zmislil, zmeri so se znajdli nekateri, ko so prevzeli stvari, nisem mogel zaščititi, ne moreš, ne. Recimo, v času Jugoslavije je bila ena zadeva, ko so Hrvati, mislim, da Zagrebčani, in register imeli, ne, in not so bili vsi pravni predpisi. V osamosvojitvi sem se rekel, kaj bom jaz začel delati naprej, ne, ker noben drug tu ni delal. Ja, čez 5 mesecev se je najdla ena firma Bonum iz Domžal, oni so dobili 5 pravnikov oziroma 3 profesorje iz pravnega faksa, ko so se podpisali pod njihovim reklamnim listkom in kaj mi je ostalo. Jaz sam svojim povedal, pejte hunim, oni so boljši, ne. Enostavno so mi vzeli, ne. In recimo sem začel delati pol neke priročnike za delo direktorja, ja, čez 2 leti je bilo tega košudra, ne. In enostavno ne moreš. Jaz sem pač imel eno fiksno idejo, da moram vsem tistem, s katerim sem delal, pomagati, da bi imeli službo še naprej. Igor mi je rekel, prid k meni, pusti tiste babe, ne. 7 punc je bilo, enostavno, kadar sem kaj rekel, da bi pač Kira kaj začela delati kaj drugega, ker mi je Svakinja imela tam nasprot A2S v Celju eno kemično trgovinco in tam bi lahko prodali vina, ker smo imeli na Cankarjevi ena tudi poslovna skupnost, da vinogradništvo bi oni nam pomagali. Ni dobena hotela, ne. Ja, jaz imam del, ti nimaš, mislim tak. In jaz bi mogel takrat presekati, pa nisem, ne. In sem se trudil, da bi za vse plače bile in tako naprej. In sem vedel, da tukaj se bo zgodilo, da bom enkrat prišel do tistega, da ne bo dosti, ne. In zato sem študiral, da bi takrat, ko se je sprejel zakon o zaposlovanju tujcev, ko so mogli vsi tujci so lahko dobili vize samo, če so delali v DO-ju ali pa v delniški družbi, so prileteli do mene, da nucajo firme, ne. In tu jih je bilo 300-400. Jaz pa nisem imel kapitala za to, ne. In sem hotel si sposoditi in takrat bi zaslužil veliko denarja. Škoda, da bi zdaj ljudem težili s tem. Veliko denarja bi zaslužil, ker sem vse
vse firme, kar sem delal, sem jih jaz naredil lahko v enem dnevu ali po 2 dnevih, ker sem čisto vse sodne registre poznal, vse tiste vodje sodnih registrov in tako naprej. Ne. Ampak problem je bil samo v tem, da nisem zastopal, lejte, podjetnik je tisto, kar ima 5 stvari, ko jih zna. Ne. Se pravi, eno je znanje, drugo je pa še veliko stvari, ampak eno tega je, da ne smeš biti naiven. Ne. Pač sem bil naiven kot bumbar, ne, in enostavno tisti denar, ko sem si sposodil, da bom tu pelal, ker sem rabil za ustanovni kapital, me je eden nahecal, da sem mu posodil za en mesec, ne, in tistega denarja ni bilo nikoli več. Ti si mu kar posodil? Ja, ampak nisem mu kar posodil. Jaz sem se zagarantiral, ne. Dobil sem overjeno od njegove mame, da bo prodala nepremičnine, pa mi dala denar, če ne bo nazaj, plus on je overil notarsko, da je hiša Celjska cesta 9 Laška moja, ne, če bo prišel do kaj narobe. Ampak kaj je bilo? Ne? On je bil goljuf in ni bil ta prav, ne. On je nahecal notarja, da je on mlajši, v bistvu je bil pa najmlajši, ne, da ne bomo brez veze imena. Ne. In ko sem dal jaz ovadbo, ne, ni bilo nikoli nič tiste ovadbe. 2krat sem dal ovadbo. Enkrat, ko je pol pričal zoper mene, na sojenju, zaradi tega sem pol mogel v Maribor iti. In pred, ko mi je to zadevo naredil. Ne. In ne moreš pol popraviti. Ti si ostal brez tistih? Jaz sem ostal brez denarja in jaz sem imel pol zaradi tega, ker sem ostal brez denarja, velike probleme, ker sem mogel ta denar vrniti. Ker jaz sem si denar sposodil na banki, ampak porok je bil pa Mik Okna Pliberšek v Franciji in on je rekel, Boris, ti boš meni denar dal, ne. In sem mogel dati, ne. In jaz sem pol mogel delati kot butec, ne, da sem tu vračal. Vmes je bil pa vdor, ne? Ja, ne. Vic je bil v tem, da so policaji tu dovolili, da je on mene v ropu, ne, to zdaj vem, ne. Zato, da bom jaz njim pomagal, ker sem jaz edin bil v Celju, ko sem znal narediti 10 firm, za katerim noben ni vedel, za katerim stoji, ne. Vse to se mi je pol, na srečo sem tu znal delati in sem pol to izkoristil, da so nekateri v Sloveniji prali denar preko mojih firm, pa sploh vedeli niso, da preko mene napirajo denar, ne. In enostavno sem pol tudi pomagal policiji na tej strani, ampak pol pa policija tudi ponucala to moja naivnost, ne, in enostavno, ko dokler so me rabili, pa so me pa odkantali, ne, pa je bilo v koncu. In potem bi sledil Maribor, ne? Ja, pa pride, ja, seveda, ne, pa ne samo Maribor, pa je bilo pa še to, kar pišem v tem drugem delu. V drugem delu, ne, ker pa pišeš v prvi osebi, ne, in tu tudi pišeš, ne, da je v zaporu težko pedofilom, ne, ki so nekako zavarovani, so v svojih sobah, ne, težje pa je recimo tistemu, za katerega zvejo, da je bil tajni policijski sodelavec, uradno ali pa neuradno, ampak tebe je pa reševalo tisto, ker si bil pa dober, ne, zaporniki v Mariboru, ki so prišli potem v Dubaj, ne. Ja, Dubaj, ja, žena je rekla, da moram govoriti o Dubaju, tako da raj rečem Dubaj. Bom povedal nekaj, ne. V bistvu v zaporu je in lahko in grozno težko, ne. Najtežje je takrat, ko greš žena domov, ne. Takrat po obisku greš domov. In grem jaz enkrat tam, glih sobota, lep dan, grem pa fantje igrajo košarko, ne. Pa sedem vstal, pa gleda. Reče, a ti si tist, ne, cak. Meni je film počel, ne. Jaz sem jih tako uzmeril, ne. Jaz ne vem, če sem sposoben, da še kdaj ponovim kaj tazga, kaj sem unem razlagal. Tako sem jih razjezil, da so plezali po ograjih, so hoteli do mene priti, in že so prišli pazniki, ne, so one spravili, pa reče eden od paznikov, a ste jim kaj rekli? In sem rekel, ne. In to so te stvari, ne. Pa, veste kaj, morate vedeti, da v bistvu zapor je enospolna družba, ne. Če ni žensk vmes, ljudje drugače, moški drugače reagiramo. Ni zdaj, bolan je zdaj, da bi rekel seks, ni pomemben seks, ampak da so ženske zraven, da se lahko pogovarjajo, da si normalen človek. Tam, ko so sam deci, tam je, ali moški, to je problem. Ne? In najbolj hecen dosega je tu, ne, da ko pride paznica, ne,
pa pele, kjere. Je tako uboga, tu ne zine neč, vsi so vlodni, vsi se trudijo konvarci, da bi bilo čisto vse v redu, da niti ne pogledati, ne upa, mislim, enostavno smo res smešni, ampak enostavno ne moreš živeti v taki družbi. Ok, v vojski smo bili skupaj, ne, ampak ti si bilo častno. To je bilo 1 let, pa vse sorte. Ampak mogoče več izhodov, ne? Ja, tukaj je pa druga muska, ne. Ja, in v tem drugem delu, ne, pišeš veliko tudi o drugem prestajanju, tisto v Dubaju, ne, Dubaj, ja. na Dobu, no. Tam si bil pa že malce izkušen, no, in tudi oproščen potem na koncu, ampak vseeno, ne, toliko mesecev gre, ne, nekam. To bom rekel, da me potolažil me je neki, ne. Ko sem klical enega, ki je bil moj kolega, pa ga dolg nisem, ne, ker sem bil na Dobu, ne, in Doc mu je bilo ime, da kličem, pa ni bilo odgovora, pa dobim sporočilo, je bila pa njegova žena, Carmen, pa napisala, da je Doc umrl. In je rekla, vse bi dala, da bi bila na mesti tvoje žene, tudi če bi bil 5 let, sem da bi nazaj prišel, ne. In jaz sem zmeri probo pogledati tu kot nekaj, kar se pač zgodi, zgodi, ja, in pač moraš preživeti. Je pa štos, ne, jaz sem sicer bil oproščen, ne, sem, ne vem, če kjer vej kuk za las, ne. Vrhovno sodišče je odločilo, ampak bi rekel, če je bilo 100 pik, je bilo samo 1 pika, da so rekli ja. In tu sem šele zdaj pred kratkim zvedel, zakaj ne. Zato, ker sem na tistem priznanju na rokah, ko pač ena fora je bila, ko sem podpisal, da sem pač budala, ne, ker mi je odvetnica govorila ne podpisati, ampak sem podpisal samo ovadbo. Sem rekel, ne razumem. Ker so ti tako svetovali, ne? Ja, jaz sem rekel, ne razumem. Zaradi tega, ker sem rekel, ne razumem. Tožilca, ne razumem, je pol vrhovno tožilstvo, mislim, vrhovno sodišče razveljavilo. Če ne bi jaz bil takrat 2 let pa 8 mesecev v zaporu, vmes bi se zgodila naslednja zadeva, bi dobil še 3 leta, ne, pa naslednja bi se zgodila, pa bi še 3 leta, se pravi, da bi prišel ven tam okoli 32. Bila je sreča sam, da sem rekel, da ne razumem. Mislim, če tako vzameš, pa je to, ne vem, kjer naj se zahvalim, da sem imel to srečo, ne. Pa si kdaj čutil, vem, ko sva delala intervju za Reporter, da si bil na nek način izkoriščen, izigran? Seveda, ne, sej, ne bom zdaj kalimeral. Dobro, naiven, to si dejal, ne? Ja. Ne bom kalimeral, pa zdaj se sekiral za to. Moraš živeti in sprejeti vse, kar živiš. Nekterem se pa po nesreči otrok pa mora tu preživeti, pa mora s tem živeti celo življenje. Meni ni problem. Tu sem preživel, žena me je spodbujala in enostavno še zmeri sem tako, kakor mislim, da sem in da nimam posledic, kar se tega tiče, ker sem mogel biti na Dobu. Ampak izigran. Lejte, nobeden od vas ne bil izigran, ne. Izigran si lahko samo takrat, kadar si naivn, pa si ranljiv, ne. Jaz sem bil ranljiv. Problem je bil v tem, da enostavno sem mislil, da moram vrniti tisti denar, ki sem si ga sposodil, čeprav so drugi meni bili 300-krat več dolžni, ne. In enostavno zdaj lahko narediš tako, kot so nekateri naredili. Lej, jaz ne morem pomagati, daj me tuaš, kukaj češ, jaz sem pa raj se potrudil, ne. Ker sem se trudil, sem pač pomagal stvari delati in tudi naš zakon o policiji, no, ZNPPOL, pa v 11. členu opredeljuje tajne policijske sodelavce. Ne. To je najslabije, kaj je možno, ne. Ker ti verjameš v to, da je kriminalist pošten, ne. Se, kjerem pa boš verjel, če ne kriminalistu, ne. In kriminalist reče, ja, imaš odredbo, da lahko to narediš. Ja. Ne dobiš odredbe, ne, jaz je nisem dobil. Ne, in meni je skozi govor, da so, in bila je samo ena odredba. Pa tudi soglasje, ki ga podpišeš, da bo sodeloval, lahko zgine, ne? Soglasje, vsa soglasja, ko sem jih napisal, so bila narobe, čisto vse letnice so bile narobe, čisto vse stvari. Jaz sem brata vprašal, rekel je pa, lahko zdaj jaz tožim, kaj je to? Je rekel, lej, ne možeš tožiti, ne, oni so se zmotili. In konec. Najbolj hecno je bilo, ko sem jaz probal svoje dokazati, pa sem pisal, takrat je bil gospod Funk,
direktor policije, pa je v njegovem imenu pol odgovarjal kot Šefic, Boštjan Šefic, sekretar. Na koncu mi je napisal, lej, zamudil si čas, da bi dobil kako odškodnino, konc. Tako je to. Ja, ker smo premehne ribe, ne? Če si ti velika riba, pa če imaš ti matoza, pa če imaš ti močne zaveznike, pa ni nobenega problema, ker se tudi sodniki ustrašijo, ne? Tudi na Dursu. Enkrat sem prišel na Durs, pa smo se pogovarjali o eni zadevi, ko je eden mi hotel nekaj potakniti, pa so imeli Čeferina zraven tisti, ne? Pa je on nas rekla, ja kaj ne, zapište se, ko vam pa morju, ne? Ampak videl sem, koliko jih je strah, ne? Ko pa ti prideš, kaj nič od nič, nobenega ni strah, ne? Je tudi potem razlika, ti v zaporu ali pa ugledni politike pa gospodarstveniki, ki so se tudi znašli? Ja, seveda je, ne? Ja, ne. Naš košarkar, ne, je dobil klimo v celico, ne? Pa tako, ne? Jaz sem bil takrat vodja pralnice in ko je prišel, gospod sem mu vrgel tako ponovati. Ene cote so v bistvu nove, ne zmeri, ene so pa rabljene. Jaz sem mu dal lepo, ne, pa gleda me majster, tisti civilni mojster, pa če ne, mu moramo dati nove. Sem rekel, za kva? Ne, pa mu dam velike, ne, ker je on velik, ne, ampak bi mogel, ne, če okoli pa se mogel trikrat zasukniti. Pa je rekel, civilni mojster bom šel jaz na dile, bom probo najditi, ne, kaj se, ne. Ja, no, v glavnem vic je bil v tem, da je šel pol za 3 dni v samico, ne, in že v prvo soboto je prišel iz uprave za izvajanje kazenskih sankcij UX, je prišel podržaj, šel kar mimo našega direktorja, šel do njega v celico in v soboto je že bil on tam, ne. Meni so pa povedali, da moram napisati, da je šel šele 1 mesec kasneje na podprti delek, ne. Tak, da ne bi se slučajno kaj zalomili. Tak, to ne. So razlike, ne? So, ampak na koncu je vse zapor, ne. Ja. Kakorkoli, je zapor. Je zapor, ja. Perfekt. No in tudi to poznavanje prava, ne, teh zgodb, ki si jih doživel, preliješ na nek način v knjigo, zdaj v tem prvem pa drugem delu, ne, si nekaj že povedal, bolj pa, da še sami si kaj preberejo. Bi še kaj dodal? Ja, sam nekaj, v nobeni knjigi nočem pisati samo o žalostnih stvareh. Ne. Ja, to pa drži. Mora biti ljubezen, ne. Brez ljubezni ni nič in enostavno sem zmeri hotel, da je še tista stvar, ko ena moja kolegica je rekla, se nisem nič brala tisto od unih stvari, sem sam brala ljubezensko zgodbo, ne. To ljubezensko zgodbo sem pol iz prvega dela z isto junakinjo pol nadaljeval v drugem delu, ne. To je pa fikcija. Res so lepe ljubezenske zgodbe, no pa še nekaj, ne, zelo rad gledaš ameriški nogomet, ne. Je. Ne. Ja, res je. Po teh poznih urah, ne. Ja, ob 2. Ne. Ja. Še vedno? Ja, strogo, ne. Pa zdaj sem tudi neki vozil sendviče, tako da. To je pa potem, ko si prišel, ne, iz Dubaja, ne? Ja, in mi je kar fajn bilo, da sem ob 2 lahko stal, ne, da sem bil navajen, ne, tako da ni problem. Ja, ameriški nogomet v redu. Prav pride, ne? Ja, drugače pa seveda težim vsakem, ko pride okoli, da mu hočem nekaj dopovedati, kako je tam v tem ameriškem nogometu, pa vsi zavijajo z očmi, ne. Moja žena prav, ne ga vprašati v tej zadevi, tako da ne bom nič težil. Ja. No, veliko tega znanja, kot sem že prej dejal, pa teh izkušenj si prelil tudi v knjigo Minister, ne, ki je res odlična kriminalna zgodba. Uboj ministra, potem pa ozadje, orožarske, tiste trgovanje z orožjem, ne, v času osamosvajanja, potem privatizacija nekih znanih podjetij, tako da pa zraven ljubezenska zgodba, ne, tako da zelo napeta, ne, zgodba, zanimiva. Bom rekel, da moram povedati zaradi Igorja, ne, on mi zmeri prav, ne, piš fikcijo, ne, fikcijo. Ne pisati resnične stvari, ne, ampak nekako ne morem tega, ne, ker jaz sem tiste stvari, ko sem jih kot pravnik doživel, so tako zanimive, da jih želim noter dati, ne. In dejansko tukaj pri orožarski zadevi, ne, nastopa en Orešković, ne, ta je bil resničen lik, ne, ampak mislim, kaj si ljudje zmislijo, to ne moreš verjeti, ne, kaj je on počel, kakve finte je imel in jaz sem sam vzjel, mislim, kak goljuf je bil, ne moreš verjeti. V bistvu je
poštudiral eno tako finto, da ne vem, mislim, da bi tudi nasedli zale še bankirji v Sloveniji. Šel je na Nizozemsko, pa je kupil rubine, diamante, pa kaj še, ne vem, v glavnem 3 vrste različnih dragih kamnov, ampak manjših od milimeter pa pol. Brez vrednosti, ne. Ampak on je to po sliku, daj do enega cenilca, da je napisal, da je to 3 milijone vreden, ne. Pa je pa nesel v Avstrijo v sef, pa namest obstaja pogodba o sefingu. To je ena posebna pogodba, če daš ti veliko denarja. On je pa kar pogodbo za sef imel, ne, in je pol imel cenitev za 3 milijone, pol tisto slikco, ne, tistih kamenčičev, kot je on pravil, ne, in najbolj hecen je, da je recimo, če sem jaz naivn, je naivn bil še Džumhur, to je pa brat od tistega komadva S, ker mu je kar dal hotel, ne. On je rekel, da bo hotel kupil in on verjel, da bo denar dal, če mu je prinesel, da ima 3 milijone evrov, ne. No in tega Oreškoviča sem malo noter napisal. Je bil pa res lump tak, da ne moreš verjeti. In kako se tu znajdejo in kako so tu. In pol je zanimivo, kako znajo pridobiti na svojo stran in politiko, in bankirje. In pol se kar začne denar naenkrat cukati in kar naenkrat so bogati in kar naenkrat imajo vse kačejo, ne. No, pa nekateri postanejo ministri. Ja, tako. Je pa spet zanimivo, ne, sicer ga umorijo, ne, Ja, dobro. za neko zgodbo nazaj, ne, ko je posedoval tudi nek drug minister, da je pa predsednik vlade z dolenjskim naglasom, ne, spet zgovorno, ne, Abramba. Ja, Abramba, ja. Tako da, jaz, ko sem to bral, ne, se ti imaš v tej knjigi lažna imena, ne, tudi, ne vem, Kitajko upleteš, pa potem eno firmo pri nas, ko so jo kupili Kitajci, ne, pa si rečeš, je to vse res, pa je vse res, pa saj približno vse res. Ja, bom rekel tako, ne, Kitajci obstajajo, mi smo jih podcenjevali, ne, v 80-ih letih bi morali mi jim povedati, da morajo spoštovati človekove pravice, ne, pa niso. In zdaj je pa tako, da bomo mi delali tako, ko bojo oni žvižgali, ne. Ker ne vem, kaj nimamo na sebi, da ni na Kitajskem, ne, od teh mikrofonov, tistih zadev tehničnih. Problem je bil v tem, da so naši, ni važni skej, kapitalisti denar obračali v Evropi in s tem ustvarjali dodano vrednost, pa enostavno ugotovili, da je 5 dni za njih, 25 za državo, ne, zdaj so dali pa kapital raje na Kitajsko, tam delajo pa 25 dni za sebe, pa 5 dni za državo, ne. In enostavno je zdaj, to je ušlo iz nadzora, ne vem, kako se bo končalo, ni moja stvar, ampak dejansko so Kitajci prišli sem s tistimi marelcami, z dežnički, ne. In Kitajska jim je dala... To pišeš, ne? Ja, Kitajska jim je dala tudi denar, da so začeli tukaj odpirati firme in da so iskali, kot 5. kolona, no, dejansko, ne. No, zdaj pa tako. Dotaknil sem se Gorenja, čeprav nisem upal napisati Gorenja, da ne bo kaj narobe, ne. Lahko gre pa za kjerokoli drugo veliko firmo. Slovenci smo takšni, da dejansko dobena firma naša ne more delati, če nima tujega kapitala. Ne vem zakaj, ne. Ampak enostavno, ko pride direktor v tisto situacijo, da bi mogel se fejst matrati, ne, pa se raj reče, bom raj vzel milijon, pa bom lepo v nadzornem svetu in tako naprej, ne. In to je sprega vsega tega, ne. Enostavno mi smo kar požrli vse stvari in pustili tako, ko je. Čeprav bom rekel, da so nas tudi nekateri strokovnjaki, pa profesori na pravni fakulteti, Mencinger, jaz neč nimam proti Mencinger, da na okir kaj mislil, ne, bil moj profesor. Ampak on je rekel, da si lahko tiste certifikate stran vržemo, ne. Mislim, a veste, to je zdaj grozna izjava za tist čas, ne. Enostavno velikih je mislil, da je res tako, ne. Ja. Nekateri so pa to izkoristili in se obogateli, ne. Ja, seveda. Ja, tako da, ja. No, kar se tiče pa Kitajke, resnično obstaja, resnično ime je.
smo se smejali, kadar me je klicala, je pri telefonu. Mislim, ja, vem, da je eden pri telefonu, sem kdo je. In smo imeli prav eno tako luškano izkušnjo, žalostno, vse nerodno, no. Ona je imela lahko oblekco, pa pride polet in pač je imela svoje dni in je bilo nerodno, ko stu hodir in jaz sem rekel, ni problema, kaj, groza, ne. Prijetna punca, ne. Je pa štos, da sem tudi srečal Kitajca v zaporu, ne, in zato sem ugotovil, da sem lahko tudi to zaključil na to temo, ne, ker dejansko tisti Kitajc je ubil 2 svoje sonarodnjaka, ne, in je se strašno bal sam, da ga ne bi na Kitajsko izročil, ker bi ga lahko tam, mislim, ne bi ga lahko, ker tam bi ga pa pospravili, ne. Je to ustal, ne. Ja. Ja, res je zanimiva, ta knjiga je šla pri založbi Primus. Mimogrede, kje so pa te ostale knjige? Prvi del je bil še v samo založbi, ta drugi del pa Aurora v sodelovanju s Kirojo iz Iga. Tako da zdaj upam, da bom naprej tudi v tem smeri šel in imam že eno, ko bo januarja ven šla kriminalka, upam, da bo fajna. No. So v mesti pa še napisal, ne, trilogija je, ne, Tajni policijski sodelavec, Domovina, pa Patrioti, če se ne motim, ne. Tajkun. Ja, tam sem pa hotel malo pokazati, kako nastanejo tajkuni, ne. Mi vsi vemo, da so, jaz sem hotel pa točno na primeru, kako lahko nastaneš ali pa postaneš. Se bere tudi kot kriminalka. Ja, je. Domovina pa tudi, ne, to je pa malce povezano s temi orožarskimi aferami, že tisto pred, ne. Ja. To je pa tisto, kar veliko ljudi ne ve, ne. Dejansko, ko je bilo leta 88, ko je bila afera JBTZ, so Nemci mislili, da se bo Jugoslavija razletela, ne. Že takrat, ne? Ja, in takrat so nam dali orožje. Ampak, potem so ga mogli pa nazaj vzeti, ne. Ker enostavno ni prišlo do razkola, ne. In na enem področju orožja niso mogli vzeti, ker se je neka jama podrla. To je resnica. Bilo, ne. In potem so reševali na razne načine. Ne. In zanimivo branje, to me pa še čaka, moram priznati. No, okay. Prej sem pa rekla uvodoma, da pišeš tudi za mlade. Zakaj pa to? Ja, najboljša tržna niša so mladi, ker enostavno, kakorkoli je težko zdaj prodati karkoli, je več možnosti, da grem v osnovne šole, pa v osnovni šoli prodam knjigo, ko bo za otroke zanimiva, ne. Tako da zdaj delam 4., to je v Celjskih grofih, dogaja se na Brnici, tukaj oziroma v Zasavju, pa tudi prve 2, Anabel 1 pa Anabel 2, govori o nasilju med vrstniki, ne. Čeprav zmeri probam na tak luškan način zaključiti pa z živalmi, ne, ker za otroke je zmeri tudi terapija, ne. No, zdaj sem pa vesel, ker mislim, da bo tale mes išla, ta celjska. Imam tukaj Klaro, kateri sem zelo hvaležen za sliko, ko mi narisala naslovnico, ker pri mladinskih je pa treba malo se bolj potruditi, kot pri teh, ne. Tukaj lahko iz tistega Photoshopa kupiš. Katera leta pa to nekako zaobjemaš? Za otroke pišem zdaj, pa za 3. triado pravzaprav, ne. Se pravi, od 6. razreda do 9. ne, tak. Zdaj sem malce šalil, ne, zdaj jaz pazim, da so kar veliko na mobitelih, ne, berejo. Ne berejo, ne, ampak je tako, tisti, ko znajo, tisti, ko se potrudijo v šoli, knjižničarke, tiste znajo pritegniti. Bom rekel tako, jaz imam eno dobro izkušnjo z osnovno šolo Antona Globočnika Postojna, ker je učiteljica ugotovila, da je knjiga prva tista Anabel, ko govori o medvrstniškem nasilju, zanimiva in je zahtevala, da jo dajo v tisti program za... Ki je še zdaj aktualna, ne? Ja, je še in v tem času. Kar kupujejo. In so jo imeli za obvezno branje, potem je pa napisala oziroma zahteva, da napiše pisma pisatelju, ne, da bo prebrala, kaj imajo otroci, backup, da vidi, ne. No, pa otroci sprašajo, ja, kdaj bo pa pisatelj odgovoril, ne. Pa me je pa poklicala, pa sem pa odgovoril, ne. Pa zdaj se srečujemo na letni bazi, ne, in tako naprej. In potem zato je nastala tudi drugi del knjige, ker so otroci bili
jezen, ker tisti fant, ko je nagajal eni deklici, ni bil kaznovan, ne, pa tako naprej. Ne. V glavnem je nastalo drug del, tako da že spet jo berejo in so navdušeni nad tisto knjigico. Tretja je bila pa taka morska, imam pa enega dihurja, Fred mu ime, luškana. Dogaja se na Jadranu, fajna. Kjer si tudi rad, ne? Ja. Pa na Kjer ni? pa na smučanju, ne? Ja, no, tu so bili tisti časi, zdaj se mi zdi, da zdaj bi bolj težko še kam šel na smučanje, zdaj prvič smo že malo stari, drugič je pa, ne vem, koliko bojo te karte, pa tako naprej, to je zdaj. Pa boš ostal še pri tej mladinski dobi, zdaj si povedal, da bo... Vsak let moram vsaj sigurno eno napisati, pa že imam narejen, kaj bi rad pisal. Moram, kaj te žene? Ja, moram brata ujeti, ne? Ja, no ja. Enkrat ga moram prehteti, ne? V glavnem, ne, tak. Pa kriminalk sem imel pa, takrat sem bil pač v Dubaju, ne, sem jih imel pa napisanih 9, tako da v bistvu jih imam na zalogi. Je toliko časa? Ja, ne, ker ponovač sem jaz tu sam pisal, ne. Ko sem dobil samsko sobo. Pa računalnik, ne? Ja, to je bilo za mene pesem, ne. To sem vstal pa pisal, pa sem pozabil, kje sploh sem. In to je napisano, ampak še potem prebereš? Ja, ne, vse bojo uredili jih, ne. Ona bo že spet, to ti ne verjamem, to pa ne morem verjeti, ne, ampak bo. To pa ne. Pa tudi zdaj, ko nisi več v Dubaju, si vzameš čas za pisanje? Ja, z velikim veseljem. Zdaj, ko sem te obiskal na domu, ne, si imel, vem, računalnik, ne, pa na mizi, ne. Ja, tako. Ja, to je najlepše, kar lahko delaš, ne. Da delaš tisto, kar rad delaš, ne. Imaš svoje ure? Ne, ker včasih sredi noči vstanem, pogledam, kje je žena, v katerem konci spi, ker enostavno smrčima oba dva, se moramo izogibati drugega. Tako da če ne spi tam, kar računalnik, pa ga malo pržgem, pogledam, kaj je Dončić naredil, ne. Ja. Zdaj si dal en lep kompliment ženi, ne. Ja, ne, to žena pa absolutno šefica. Ker to žene ne delajo, ne. Ja. Aj pa ne priznajo, ne. Če se malce pošalim. Boš ostal pri kriminalkah? Ja. Pri mladinski literaturi pa pri... Zdaj bo pa veliko mrtvih v naslednji kriminalki. Vsaj 10. Ja, ker zdaj ni glih, ne? Ne, zdaj je bilo še to tako, da po eni strani ne vem, če je ta... No, mimo grede, to ni, kljub temu, ne, da se te marsikaj zgodilo, ne, to ni neka pesimistična knjiga, nekaj črnega, to je se nekako, dobro, veliko ljubezni, lepe knjige so to, ne, tudi dosti lahkotno branje, torej grejo strani, ni preveč imen, da bi se človek preveč utrujal. Ja, imam eno težavo, jaz nimam kilometrine, ne, in enostavno ne morem brata ujeti v tej smeri, da bi pisal tako, kot pač on, ko 40 let piše, ne. Se pravi, jaz moram biti bolj zanimiv, se pravi, da pritegnem, da bo bralec rad obrnil stran, da bo videl, kaj naprej piše, ne. Se pravi, bolj enostavno, ne morem si prvoč, da bom naredil tak stavek za cel odstavek, ne. Pač zato bolj moraš, nekaj moraš izkoristiti, ne. Tiskati pač lahko, ne. So pa zanimiva poglavja, ne, tudi ko že misliš, da bo zvedel, ne, se pa potem začne druga zgodba, ne, pa ne veš, da bi preskočil, ne. To je že malo tisko, ker vprašanje, če je glih najbolj fajn, ne. Ja, je, ker, mislim. Še potem tisto preverjaš. Moraš iti gor, ne kar sem pa kje. Seveda, boš pa ostal verjetno bolj ne pri tej takih, ne. Ja, ne, zdaj vem, koliko mora biti, tuk pa tuk listu, mora biti, da je bolj tanka. Tudi založniki nimajo rad, da je preveč, ne. Ampak bo pa bolj eksplozivno, ne. Mora biti, ne, kako kriminalka, če ni mrtvih. Ja. Dobro, zdaj verjetno treniraš za Kuparjev test ne več, lisičke še ne biraš, pa štorovke.
Kje pa se še sproščaš? Vem, da imaš 2 kužka, lušna, ne? Ja, tisti niso moji, ti so pač od hčerke fajn so, ne. in najbolj hecni je, da sem zmeraj govoril, da mora biti pes naketen, ne, in da ne bom v življenju spal s psom, tako kot je hčerka. Zdaj smo oba dva žena spala s psi, ne, tako da nimaš kaj, tako se zgodi. Najbolj se zarečenega kruha ne ješ, ne. Tako da sproščanje, neč, sam da sem doma. Bom rekel, tisto, kar te prizadene, pa tisto, kar misliš, da nikoli več ne boš se niti spomnil, to je še zmeraj v tebi, ne. In enostavno, pri meni je še psihološko problem to, da odkar sem zdaj prišel iz Dubaja, ne, jaz ne morem nobene kriminalke več gledati. Ne zdržim. Lahko gledam sam bereš jih film. pa? Ja, Knjige. ampak po 3-4 eno nisto, ne. Pa filme ene niste, tako da vem, kaj bo na koncu. Ker vse tisto, kar je, ne morem, niti športa ne morem več gledati, ko sem čas, ne. Ker sem bil zelo navdušen nad športom in enostavno lahko pogledam samo posnetke, ne. To je tisto, kar pač... Ampak če zmagajo naši? Ja, ali pa tudi če ne, se ni važno, vse šport je šport. Sam enostavno nekaj ti ostane, ko ne moreš iz tega več ven. Tega se ne da izbrisati, ne? Ampak moraš sprijeti, ne. Kaj pa drugače sam rad bereš? Vse kriminalke, Grišama, Ludlama, Igorjeve. Ja, mojo, ampak vem, ko si prebral, si mi dejal to zadnjo, da sva si v nečem podobna, ne, da sva oba naivna. Ja. Meni to že celo življenje govorijo. Tisto to, jak sem bral, mi je bilo groza. Ja, ampak jaz sem pa kar z imeni, ne. Ja, v redu. Ampak nisem božleh, ne. Ne. Vse tudi ti nisi, ne. Tudi, ne vem, jaz ko berem te pošastne ljudi nekatere, ne, ko bi človek mislil, da bo vse grdo v njih, pa ni. Pri vsakem najdeš, če ne drugega, pa da je zelo lep do svoje ljubice, ne. Ja, v redu. Ne, vsak ima nekaj dobrih lastnosti, ne, sej verjetno nismo smo plus in minus, ne. Seveda moramo vsi vam pisati, ne, se pravi vsi vi smo, ne. Imamo lepe in slabe lastnosti. Jaz bom tako rekel, gledajte, če sem jaz doživel tisto, kar sem doživel, pa če sem preživel, pa da zdaj živim tako, kot pač živim, naj kakor ima denarja, da takole, njegov sin takole 100 jurjev maha pa hodi po cel. Naj ima 5000 sledilcev, naj dela, kar hoče, mene ne pusti na mir, jaz bom njega tudi, ne. Ni problema. Vsak na koncu doživi nekaj in tam gor je eden ali pa več, ne vem, koliko jih je, ko porihtajo stvari. Misliš, da res? Ja, zdaj, kakorkoli rečeš. Ja, ni druge. Bi se kdo vrnil nazaj, zdaj sam za enega vem, no. Pa šel potem spet nazaj, no, tako da ne vem, no. Verjetno je pa zanimivo, no. Pravijo, da je lušno, no. Čeprav kljub vsemu ti je tudi tu lušno, ne. Je tukaj najboljš. Najboljš, ne. Še nekaj, ne, malo podobno, ne. Drugo leto se nama bo zgodilo tisto, ne. Penzija. Baba bo šla v penzijo, ne. No, vse to. To je tudi fajn, ne. Ja, da bo več časa zapišen. Takrat ga ne bo več. Takrat bomo že spet Ja, rekli, to da sem pa nimamo slišal, časa. ja, da ko se enkrat Nimamo upokojijo, časa. da ni časa, ne. Ni, ne, zmanjka, ne. Ja, tako. Bi še kaj povedal Ne. ob koncu, ali damo še Ne, kako... upam sam, da nisem zatežil, ne, da žena ne bo me danes doma kregala. Upam, da ne. Pa da se tamle imamo neki, ko je sendvičom mat nam dal, ne. A res? Ja, tako da vljudno vabljeni, da ostanete, ker bomo mečkaj še. Vse s sendvičem si pa bil malo povezan, ne? Ja, vozo. V tistih jutranjih urah, Ja, ne? tako. Pa z rudarjem tudi, ne? Ja, tudi. Pa menda glih takrat, ko sem jaz laufal tam na teh zasavskih humanitarnih tekih, pa še nismo poznala, ne? Ja, no, evo. Si poskrbel, da je bilo vse tipi top, ne? Ja, pride. No. Mislim, kot pravniku, ne, uspešnemu podjetniku, ti ni težko prijeti za nobeno delo, ne. To pa tudi ga opraviš do konca, ne. Ja, moramo, ne, se nimaš kaj, če dobiš nalogo, jo narediš. Enostavno takrat, ko moraš zamenjati, pač se z drugimi stvarmi začneš ukvarjati, tako kot se z vsako. In moraš biti pač v redi, ne moraš kar nekaj na levo, delo desno. krepi človeka, ne, Ja. te reče pa krepa, ne. Krepi, ne. Ja. Ja, tako da. Če bo kdo kaj vprašal, lahko,
Jaz pa se od gledalcev poslavljam. Hvala, Boris, Hvala tebi. za vse, kar si povedal, vam pa tudi za pozornost.